Še zadnja tekma v četrtem krogu prve lige Telekom Slovenije potekala v Mariboru, kjer je v Ljudskem vrtu domači Maribor pričakal Olimpijo. Potekal je derbi kroga in obračun vijoličastih in zelenih. Olimpija je bila prva in 100% pred tem krogom. Maribor je imel 2 zmagi in neodločen rezultat. Prva prava akcija za Maribor ob koncu 14. minute. Do žoge je prišel Dare Vršič, ki je sprožil. Odbita žoga je prišla do Sanja, ki je bil dokaj v ugodnem položaju, a tokrat je streljal preslabo. Aleksander Šeliga je bil na pravem mestu dobro postavljen in še enkrat več ubranil strel Sanja. Takole je sprožil Sani, ki je bil dobro razpoložen v letošnji sezoni, a Šeliga je bil na pravem mestu. 18. minuta in še en lep napad za vijoličaste. Žoga na levo proti Eriku Janži, ki je našel Novakoviča. 1:0 za Maribor in eksplozija v Ljudskem vrtu. Navijači Maribora so slavili prednost. Z 1:0 izjemna podaja Janže in še lepša reakcija Novakoviča za prednost vijoličastih. Olimpija je poskušala prvič oddaleč v 23. minuti. Miha Zajc, ki je eden izmed najpomembnejših Ljubljančanov, pred kratkim podaljšal svojo pogodbo z Majčki. Takole je sprožil, ampak Handanović prav veliko dela tokrat ni imel. Drugi polčas se je pričel bliskovito in to je že priložnost za nogometaše Maribora. Pred vrati Salalih, potem pa vratnica Sanja in gol Salaliha. Streljal je Sani, stresel vratnico, Salalih pa je bil na koncu v nedovoljenem položaju in gol je bil razveljavljen. Neverjetno tesna in težka sodniška odločitev, na koncu pa gol razveljavljen in ostala je pri prednosti Maribora z 1:0. Neckaj Tazović se je pa po svetu svojimi pomočniki odločil, da gol tokrat ne velja. Tudi Olimpija se je zbudila in prišla do lepe priložnosti. Takole globinska žoga proti Mihi Zajcu, ki je stekel proti vratom Handanovića, ki je bil tokrat dobro postavljen. Strelil dolgi kot Mihe Zajca, ampak Handanović večjih težav ni imel in obranil strel ljubljanskega vezista. Še napad za vijoličaste, tokrat je prišel do strela Dare Vršič. Novakovič mu je namestil lepo žogo, z roba 16 metrov pa je streljal Vršič in zadev le dlani Šelige, ki je bil tokrat dobro postavljen in na pravem mestu. Žogo uspel odbiti v out za Maribor. Še naprej 1:0 za domače nogometaše. Olimpija je napadala in prišla do lepe priložnosti. Tokrat je streljal Kronaveter, odbita žoga in prečka roka Kronavetra, povratnika v prvo postavo Olimpije v tem prvenstvu, kajti nekaj časa je bil poškodovan. Tokrat pa je najboljši nogometaš lanske sezone prvič letos zaigral med najboljšimi 11 igralci. Še napad za Ljubljančane, Kirm, Zajc in potem žoga na levo proti Kronavetru, ki se je lepo znašel, pripravil strel in meril dolgi kot. Handanović je bil praktično že premagan, ampak strel je nekoliko zgrešil vrata. Ostala je pri prednosti, minimalni prednosti, ki jo je priboril Milivoje Novakovič. Nov napad za Maribor, 77. minuta in Vršič je izjemno našel Novakoviča, ki je tokrat zgrešil in morda zapravil izjemno priložnost za končanje tekme, za potrditev zmage v Ljudskem vrtu. Iz ugodnega položaja tokrat streljal mimo. In prišla je kazen, 79. minuta, podaja z desne, Klinar za Zajca in 1:1. Izjemno natančen strel Mihe Zajca, ki je lepo pomeril in s pomočjo vratnice premagal Handanovića v Ljudskem vrtu. Izid 1:1. Klinar je našel Zajca, ki je zadev za izenačenje in to je bil tudi končni rezultat tekme. Golov več ni bilo, priložnosti tudi ne in Olimpija je v drugem delu zadela prek Zajca in dosegla pomembno točko in še naprej ostaja prva. Nisem prepričan, z moje pozicije težko komentirati, še te, kateri so gledali televizijo, nočejo dajati nekih izjav, tako da najpomembneje je, da smo mi danes igrali odlično tekmo in da smo si zaslužili bistveno več, kot smo vzeli. Ja, jaz mislim, da moramo biti zadovoljni za razpletom. Danes je bilo tukaj v Mariboru ena težka tekma. Mislim, da smo se dobro borili in na koncu mislim, da zaslužena točka.